Lepo pozdravljeni. Člani Akademije EPK o predlogu nadaljevanja projekta In Riga, prestolnica kulture 2014 v tokratni oddaji. Začenjamo pa z zgodovino hiš v Mariboru, stavbno zgodovino starega mestnega jedra med sredino 18. stoletja in letom 1941. Naselje čolnarjev in ribičev ter mlinarjev in usnjarjev je morda nastalo pred letom 1160. Na Štajerskem so v 18. stoletju izvedli več gradbenih posegov. Urbana središča so se začela zelo razvijati konec 18. stoletja in v začetku 19. Posledica česar je spremenjena gradbena podoba. Konec 18. stoletja je bilo v mestu 235 hiš. Po prvi svetovni vojni je Maribor industrijsko rasel, povečala se je tudi gradbena dejavnost. Opazni so bili vplivi moderne arhitekture Ljubljane, Prage in Münchna. O tem v monografiji o stavbni zgodovini starega mestnega jedra spregovarjajo Zdenka Semlič-Rajh, Lučka Mlinarič in Žiga Oman. Projekt zgodovine hiš podpisuje Pokrajinski arhiv Maribor, ki pripravlja tudi serijo označevalnih tabel. Lahko bi rekli, da gre za izbrane fragmente diskurza, ki nosijo s seboj fragmente resničnosti in zgodovine, v katero spadajo tudi sami. Zelo zanimivo na razstavi je to, da smo predstavili kar nekaj originalnih načrtov eminentnih stavb v Mariboru. To se pravi, to so res unikati. Naš cilj pa je bil tudi predstaviti tiste stavbe, ki očem niso tako vidne in dostopne, so pa bile recimo v preteklosti zelo pomembne po ne vem kakšni znani dejavnosti, obrti, po recimo lastniku, če živi v hiši, kak pomemben lastnik in tako dalje. Lepo pozdravljeni, Žiga Oman. Projekt predstavlja zgodovino mestnega jedra, kateri so ključni parametri, ki so dejansko vplivali na razvoj. Prva točka je seveda sama postavitev mariborskega mestnega obzidja v srednjem veku, ki je začrtalo meje starega mestnega jedra. Potem seveda odstranitev tega obzidja je bila prelomna točka in speljava komercialne ceste Dunaj-Trst skozi mesto. Te so bile glavne točke sprememb v starem mestnem jedru v času pred nastankom prve jugoslovanske države. Kakšna je zgodba nekdanje hranilnice Dravske banovine Maribor? V tej stari hiši se je rodil avstrijski viceadmiral Wilhelm plemeniti Tegethoff, in sicer leta 1827, ko je bila sama stavba v lasti Antorna Piringerja, za njega verjetno še nikoli nihče ni slišal. In tole hišo je potem leta 1931, eno leto zatem, ko so jo podrli, nadomestila tedaj najmodernejša stavba v mestu, oziroma ne v mestu, ampak v starem mestnem jedru. Bančna palača, zgrajena po načrtih arhitektov Černigoja in Deva, katere znamenitost pa je bil tudi avtomatiziran bife, ki pa je bil v lasti obeh mariborskih kinopodjetnikov, Đura Valjaka iz kina Esplanat, kasnejšega kina Partizan, in pa Julija Guština, lastnika grajskega kina, današnjega kina Udarnik. Izpostaviva še stavbo Pošte Slovenije. Na tem mestu je bil nekdanji mestni špital. Današnja stavba, v kateri ima sedež Pošta Slovenije, je tam iz konca 19. stoletja, natančneje iz leta 1894, nadomestila pa je stavbe, ki z pošto nima nobene zveze, in sicer, kot ste dejali, mestni špital, kasneje tudi bolnišnico. Špital je bil nekakšna sinteza bolnišnice in ubožnice, v Mariboru pa je nastal nekje v 14. stoletju. Ob tem pa je imel tudi svojo cerkev, cerkev Svetega Duha, ki pa je bila ukinjena v času jožefinskih reform, torej konec 18. stoletja. V večjem delu prve polovice 19. stoletja pa v isti stavbi, torej tej bivši cerkveni stavbi,
delovalo mestno gledališče. Maribor je bil v začetku 13. stoletja trg, mestne pravice je dobil v času, ko je bil štajerski deželni knez češki kralj. Kakšna je zgodovina Trga svobode, ki je v teh dneh v središču? Ja, Trg svobode pravzaprav šele sedaj pridobiva na zgodovinskem pomenu, kajti prej recimo ta trg sploh ni ležal znotraj mestnega obzidja seveda. Tukaj je potekal obrambni jarek, ki je bil kasneje seveda zasut in je tukaj zarasel trg, ki pa v zgodovini Maribora doslej ni imel večjega zgodovinskega pomena. Hvala lepa. Prosim. Nadaljujemo s secesijskim slogom arhitekture Rige in kulturo Latvije, ki se kot zadnja predstavlja v Mariboru. Kulturna prestolnica Evrope kot zunanji pogoj omogoča serijo kulturnih ambasad in širi polja. Latvijsko mesto Riga bo skupaj s švedskim univerzitetnim mestom Umeå nosilec naslova EPK v letu 2014. V časovnem nihanju, ki se prehiteva in si sledi, bo Riga v seriji prestolnic skušala odpreti vrata in iz populacije navideznega izključiti slabe simulakre. Today's world is a world of crisis. And we wanted to change that world actually to show the strong role of culture. How can artists change something in that world of crisis? And actually we had already several projects regarding that to show active role of artists. Artists are not only somebody who views from a stand. They can be very active and actually they can change social life and economic life even in some parts of city. And we have that experience with Riga Creative Districts, where the artists change the whole territory with their initiatives, starting small businesses, starting cultural initiatives that changed life of neighborhood. And actually we can speak already nowadays about the movement of Riga Creative Districts. In Europe, in the world in general, we have a little bit or some economical downturn. And of course it's culture, it's part of the economy and there could be a little bit problem, it's in financial terms, but you know, culture has voice in Slovenia or in France, in Latvia and other places, and a cultural dimension of the world or the life, it will come throughout. Vetrinski dvor je prizorišče razstave o secesijski arhitekturi, ki je Rigo zaznamovala. Latvijska kultura je zadnja v vrsti predstavitev tuje ustvarjalnosti v Mariboru, kulturnih ambasad, programa z značilnimi zamiki v gledišču. Pravlično dvorišče Maribora 2012 je postavljeno v atrij Vetrinskega dvora in deluje kot odrska paleta paralelnih svetov v nedoločno prostranem sedanjiku zasneženega mesta v decembru. Sprega glasbe in plesa, katere osnovni motivni sklop so sanje. Rdeča nit pravličnega dvorišča je v bistvu zasnovana z ljudskim izročilom. K sodelovanju smo povabili vse slovenske umetnike, obrtnike. Prav tako smo k sodelovanju povabili invalidske institucije, to so Ozara, Sonček in VDC Povš. Prav tako tudi sodeluje tukaj Zveza prijateljev mladine, kateri bodo tudi v času sejma od 17. do 20. decembra izvedli ustvarjalne delavnice za naše najmlajše, za otroke. Prednovoletni čas tako piše novo zgodbo in ponovno polaga račun pod enoto svojega besedila. Razstava v salonu 2012, naslovljena kot Mrmranje tokov, se osredotoča na preplet slike in zvoka. Gre za mariborski utrip, puls mesta v podobi tandema imen Ana Pečar, avtorica videa, in Boštjan Perovšek, ki podpisuje glasbeni segment, prostorsko oblikovanje zvoka. Avtorja tematizirata čas, minevanje in tako kroniko nadomeščata z vizualno pripovedjo, razločevalni čas nadomeščata z nepretrganim časom.
Naslednje minute začenjamo z zgodbami gospoda Kojnerja, ki jih podpisuje Bertolt Brecht in so spisane kot izjave kritičnega komentatorja. Gospod K. je nekoč dejal, kdor misli, ne trati po nepotrebnem, ne luči, ne kosa kruha, ne misli. Na to stavijo člani Akademije kulturne prestolnice Evrope, ki so na zadnjem srečanju letos ocenili prehojeno pot in podprli nadaljevanje projekta. Dogodki v letu 2012, predstave, predavanja, koncerti in drugi segmenti igrajo svojo vlogo znotraj realnosti, o kateri govorijo. Škoda je, da bi se ekipa, kakršna je, s tem know-howom razšla, da od tega ne bi nič ostalo, če pa Evropa priznava, da je to nekaj novega, to nekaj obogatenega. Če je recimo nek mlad človek videl neko predstavo, videl neko razstavo, vzel v roke neko knjigo, se soočil s premislekom, kaj vem, Enzensbergerja ali kdo je, ki je tukaj predaval, se verjetno v njem nekaj novega odprlo, neka nova možnost in to so tiste dragocene stvari. Seveda z recimo družbenega ali institucionalnega stališča bi bilo pa idealno, da neka taka skupina, ki zdaj zna, ki ve, kako se stvari delajo, služi naprej v tem smislu in prinaša nove ideje. Zelo bistveno bi bilo, da ti ljudje ostanejo skupaj. Ta laboratorij bi lahko potem slovensko kulturno diplomacijo, se pravi zunanje ministrstvo, opremljal s tem, kako funkcionirati s kulturo po svetu. Vsa ta serija velikih Evropejcev, ki se je letos zvrstila v Maribor, ki je povedala marsikaj takega, kar se je seveda zadevalo tudi mesto kot tako, je absolutno kapital, ki ne more preprosto presahniti, ki bo v mestu sprovociral nek nov razvoj. Jaz celo vidim, da vsa ta dogajanja, ki se zdaj dogaja na Trgu Svobode, vsi ti protesti imajo vendarle neko podtalno povezavo tudi z EPK-jem. V čem? Že uvodoma sem povedal, da opažam v mestu neko novo samozavest. Ta ista samozavest se zdaj v neki obliki pojavlja na trgu kot protest. Če bi mesto ne bilo samozavestno do te stopnje, kakor je zdaj, ne bi šlo v te proteste. Eno je seveda socialna nuja, vendar gre tudi za samozavest stopiti na trg in izjaviti oziroma in se zavzeti za svoje pravice. Kulturna prestolnica odpira prostor, a vsak tak poskus je postavljen pred preizkušnjo v prihodnosti, dan pozneje naslednje leto. Zavod Maribor 2012 predlaga drugi korak, nadaljevanje projekta v obliki agencije ali zavoda, ki bi skrbel za promocijo slovenske kulture v svetu. Sodeloval pri pripravi projektov financiranih iz strukturnih skladov in tistih, ki podpirajo transnacionalne projekte v kulturi. Kralj in kruna Danska! Hvala za pozornost. Nasvidenje prihodnji teden, ko bomo med drugim predstavili mariborski del festivala Animateka.